Še vedno 29. obletnica kulturnega centra Pekarna z obilo dobre glasbe, predvsem alternativne. Zato ne čudi, da so nocoj z nami Koala Voice. Dober večer. Glede na to, da je 29. rojstni dan, ne, jaz mislim, da se spodobi, da zapojemo oziroma zapojete Pekarni za rojstni dan. Ob 10. Ob 10, drugače pa ja, vse najboljše, ker sem jaz tudi 29 zaenkrat. Isto. Ne, jaz nisem isto stara, sam isto sta videla stara. Pa jaz tebi zapojem. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Domen, in Pekarna. Vse najboljše za vaju. Za vas, ja. Draga Pekarna, naj ti sonce, sreče, večno sije. Ponavadi tako rečemo, ne? Mislim, da do zdaj najlepše voščilo. Tako da hvala lepa. Se morda spomnite, kolikič danes že v Pekarni? Ustrašila sem se, da boš to vprašal, ker v bistvu se ne, a ti veš? Jaz bi rekel, takrat, ko so bili odzuni sodi, ko se je ful kadil ven. Ko je bilo po zim. Ja. Pa klen noter kot band smo igrali 2015 klubski maraton. Ja. Pa smo igrali To je Gustav. med Pekarno je ne 2020, 2019 pred Pekarno. Ja. Mislim, Se pravi 3-4. Pa ene trikrat noter v trikrat MC-ju. pa štekrat noter. ene 6-7. Ene 6-7, ne? Kaj pol hišni band že skoraj? To pač težko rečemo, ker smo ful malkrat dejansko tukaj, no. Jaz sem imel še enega sample, dejansko med video prenos, ko smo tudi mi dogovorili. Ampak ja, ne, nismo neki ful hišni band, ampak so nas pa vsakič zelo lepo sprejeli, oziroma je nek dober feeling, no. Zmer, ko odigramo, rečete, pridite še in mi pol prijemo še. Hočemo še. Yes, evo nas. Ok, odlično. Jaz sem zelo vesel, da ste nocoj tukaj. In me zanima, zdaj, ko smo že pri tej zgodovini, kdaj ste prvič igrali, morda bi lahko povedali, koliko ste se spremenili ali pa kaj različno od tistega prvega nastopa tukaj v Pekarni, pa danes, če se osredotočite na vas, na zasedbo? Zasedba je ista, kable imamo druge, dobesedno. Ko obstajajo eni cool posnetki tukaj od enega YouTube uporabnika Apis 38 ali nekaj tazga, kaj snemo takrat in je prav detalj kablom naredil. Pa kasneje so ljudje govorili pač o temu tudi tako pač kot neka zanimivost. Kva smo se pa mi v praktično skoraj 10 letih spremenili, oziroma 8-9. Ne vem, svašta stari. Mislim, res, en kup mislim... 6 plat imamo, oziroma 5 plat imamo odzuni v tem času. Prešpilali smo dost Slovenije, dost Evrope. Tako da to, pa ja, po mojem ta glavna razlika je v tem, da takrat smo samo eno plato igrali, zdaj pa v bistvu 5 probamo v en session spraviti noter, no. Ime pa ostaja enako, ne, kot na začetku, čeprav sem nekje zasledil, da so bile možnosti oziroma da so vam ponujali neka druga imena, da spremenite, drži to? Nekje sem zasledil, da ste se... To je bil bolj joke, enkrat sta nam brata Laurin razlagala od Napravim idete, pa Vortex Magnolia, pa še predtem We Can't Sleep at Night, za Koala Voice, to je res glupo ime, da pač rabimo dati kaj tacga, ala benzin, pa petrol. In takrat je bilo to nekako to, da bi bilo ful predlagano, pa ne zares, ali pa da bi se saj tako nekako pogovarjali kao o nekih executive decisionih. Executive, Joke ne. with friendly. Ja. Se pravi, kaj, pol benzin je bil v ožjem izboru? Ne, Ne, spomnim. lih to. Definitivno ni bil. Preigravate indie rock. Zdaj sem se spomnil, veš, ali ne, in potem ali ne, vsaka ima neko ključno besedo. To sem želel, ok. Indie rock, ampak bom rekel tak zelo svojevrsten. Recimo zanimivo se mi zdi, da znate kar dobro zapakirati zelo resna besedila tudi v take poskočne viže. Je to neka spontana zadeva ali je cela filozofija za tem? Na nek način je to oboje. Meni je v bistvu, kar se teh žanrov tiče, še najbolj zabavno, pa kar se mi zdi, še na nek način dobro opiše lih to neko resnost in zabavnost, je disco punk. Se mi zdi, da je to neke filozofija lahko. Ne? Okay. Žanr kot filozofija, če že.
in tudi večjezično pojete, ne? Mislim, ste kar poligloti, angleščina, slovenščina, hrvaščina, srbo-hrvaščina, svahili. Francoščina. Francoščina. En komad imamo v francoščini, no, ampak ja, včeraj smo imeli intervju, kjer smo isto bili tako in še ena stvar. Ja. Naslednji jezik presenečenja bo? Bomo se tudi mi pustili, da tega presenetiti. Se mi zdi, da pri jezikih se nikoli nismo zares pač pustili omejiti, no, tudi na ta način. In glede muzike in glede jezika ostajamo odprti, se mi zdi, da je še zmer nek ta vibe komada tisti, ki je glaven in ki tudi malo, ki ga delamo, napove nekako, v katerem jeziku naj bi ta komad bil. Aha, no, ker to sem želel vprašati, v bistvu odkot inspiracijo, oziroma kdaj se odločite, ta komad bo pa ne vem v angleščini, ta bo v slovenščini, ta v francoščini, lahko bi en v latinščini, da obudite mrtev jezik. Lahko bi bil. Torej, v bistvu komad sam napove. Ja, mislim, je različno, kakšne stvari se mi zdi, da so pač to bi radi, da je recimo v slovenščini ali pa v angleščini, ampak zdaj se spomnim recimo na Vukove, vsaj meni je bil na vaji, ko smo takrat imeli, je bil ta feeling tega, da ta komad pač mora je to neko srbo-hrvaščino, da je pač se tako zelo dobro poklopil pri procesu ustvarjanja. Kdo pa je sicer pri vas, ali pa morda nekdo od zunaj, glavni kritik, ki oceni, to je okej, to ni okej? Imate kakšnega zunanjega sodelavca? Ali... Ja, folk na koncertih. Vse, kar ti povej. Ja, bom povedala, telefonček, folk na koncertih. To je edino merilo. No, kaj pa pri... Mislim tako, jaz osebno imam eno zelo dobro prijateljico, ki ji zmer pokažem, Zalo Gorenc, my favorite friend. Lepo zdrav, Zala. To je zelo tako osebno. Pa dejansko tudi recimo, da fotru pokažem kakšen komad, daj. Ja. Ampak to je zelo tako subjektivno. Ampak on ne kritizira to. Ampak on, Duško... Kritizira to, oziroma pove tako, kaj je. Ja. Ampak kar se tiče pa same strukture komadov, pa tega je pa siguren to, da ima pač vsak od nas pač nek pogled, ki se mu v danih trenutkih spreminja. In potem tudi to pač verbalno dosti izraža, recimo kdaj je kreativno, pač kjer komad mogoče malo na živce, pa ga pač malo odmaknemo iz ali delanja, ali igranja, kakorkoli, da je manj kakšna stvar ne paše, da je manjci kakšna stvar ne paše, kar se tiče ne vem kakih liričnih posebnosti kakega komada, ki je zdaj mogoče že malo star ali pa kakorkoli. No. In se pač združimo, pač odločimo, kako pa kaj. Kar se tiče pa neke ekipe, imamo pa še Jureta Vlahoviča, ki v bistvu je ful v redu tonc, tako da nam tudi on da pač kakšne svoje poglede lahko na to, ker drugač tipo, ki je od 12 let naprej DJ bil v MC v Črnomlju in pa IPD, tako da to je mogoče neka taka malo širša ekipa, drugače pa po mojem sami svoji največji kritiki, Ja, pa oboževalci istočasno. No. Ja, mislim, se kar čuti, da nimate težave s tem, da pokažete, kako se počutite. Vidi se to tudi na odru. Se mi zdi, da ko uživate, energija kar brizga iz odra. Mislim, se pustite toku in se ne zadržujete. Vsaj jaz imam tak občutek, kar se mi zdi odlično. Pa me zanima, kdaj se na odru najboljše počutite? Kdaj ste res sproščeni in lahko daste vse od sebe? Pa naj kar tale roza plišek kroži. Ajde, gremo iz une strani. Rdeč. Kdaj se najboljši? Najbolje počutiš, da res sproščeno igraš in daš vso energijo od sebe in se ne... A ja, valjda, ful je odvisno od settinga. Mislim, bolj ko se udobno v settingu počutim in bolj ko nekako vibaš s folkom, bolj se imam tudi jaz pol fajn. Mislim, da je zelo vzajemno, no. Jaz sem rekel tako, glede na to, da sem v zadnji vrsti in je ta stik z ljudmi, pač jih sicer vidim, mi pač najbolj zadogaja takrat, valjda, ko je setting ta prav, pa ko se band obrne proti meni, se pravi, a veš, ko je neka ta interakcija, ki prije Domen do mene, pa začne šopati na polno, ali pa Tilen Manca, ki se obrne, pa čaka, da prije do unga. Tako, to mi je jako. No, pa ravno zanimivo, zdaj pri tem, Ja. si v zadju skrit
sediš, še tebe vprašam. Kako se pa potem, kako ti pokažeš, da si sproščen, slečeš majico? Znak. Ja, kaj je tisti znak pri tebi, da mogoče publika bo zdaj v prihodnje vedela, sproščen je. Ja, ne vem, po mojem to bojo drugi lažji upisali, kdaj jaz gledam sproščen. Načeloma, ko funkcionira sound, pa da vibamo gor, je pač to. Mislim, sem sproščen na odru. Kdaj nisem sproščen na odru, je pred špili, ampak ko se začne zadeva odvijati, ko je prvi ton pade, je pa tudi sproščenost prije. Tako da to. Če vidva, ja? Jaz se nimam nikoli fajn. Ne, hecam se, ampak je dejansko to, no, pač kar se tiče nekih koncertov, pa zdaj imamo to srečo, ali pa da je neko glih obdobje, ko imamo kar dosti koncertov, da smo mal v prav tej klasični naši postavitvi, Koala Voice, pač vibe, da so v bistvu vsi te večeri, ko imamo špile, so pač bolj kane nijanse, ker igramo to, kar sem prej rekel, 5 plat. Načeloma je zelo mal placa, kjer se full improvizira in pač potem te nijanse pač pride direkt v teh večerih do izraza. In se tudi vidi, kdo nas zavajba oziroma kdo pač, kako se potem neka improvizacija dogaja pač v nekih teh delih, kjer se lahko. No. Tako da ti tudi ne znam reči točno kdaj, ampak sigurno je pa nekaj na temu od prihoda dalje, oziroma od zjutraj, kako se zbudimo pač, pa kako se pač premikamo tekom dneva do samega špila, po mojem ful definira pri nas, kako je potem koncert, siguren. Pač je neka ta intek in potem pač lahko to daš naprej ven. No. Ja. V tebi nisem živ, da ne sproščena, ne? Mogoče malo skrijem. Ne, jaz se mislim, v bistvu sem z leti dosti našla res ta neko cono obdobja na odru, še posebej med komadi, med pač, ja, tekom koncerta. Se pa strinjam v bistvu z vsemi, da je lih to, da je odvisen in od tega, ne vem, kako se zbudiš, koliko časa rabiš do tja, kak je feeling, ko prideš v nek prostor, kako je folk do tebe in pol pač tudi, kako je tonska. In na koncu v resnici je odvisen tudi od tega nekega dialoga, ki ga vzpostaviš s publiko, od tega, koliko so oni z nami, koliko smo pa lahko mi z njimi. Se mi zdi, da se definitivno zmer trudimo, da naredimo pač 100% in naredimo hud špil, ampak tle so pa te nijanse, ki jih tudi tako tekom koncerta, po koncertu se o njih pogovarjamo, v smislu, kaj se je čutil, kje se ni čutil, kje je zagrabel, tako da nek en tak poseben svet mal vse skup. In koliko je... Kaj pa ti? Pa jaz sem vedno sproščen. No, super. Saj, mogoče dobro skrivam tudi, tako kot ti. No in koliko je pri vsem tem pomembno, da ste tudi med seboj, se mi zdi odlični ali pa zelo dobri prijatelji, da se med sabo dobro razumete, mislim, da se tudi privat veliko družite? Pač ja, naš odnos je definitivno kor tega benda in tega ustvarjanja. Se pa pač z leti se je v resnici zgodilo to, da smo se zdaj malo razselili tudi in tega tako druženja, ki je včasih bilo več, ga je zdaj manj, ampak se mi pa zdi, da v bistvu pol izkoristimo te momente, ki jih pa imamo za to in smo tako, ja, uletite. Ja, uletite. No pa recimo zdaj smo se pogovarjali o prijetnih zadevah. Ne, bom dala naprej pliškota, evo ga. Ne, ker... Tu, ja. Zdaj pa morda, mislim, se ne bo nič tako neprijetnega, ampak kaj vas pa recimo vse tej glasbeni industriji ali pa na glasbeni sceni doma ali pa lahko tudi rešimo na tujino, najbolj moti? Kaj vam gre najbolj žica? Kaj bi najprej spremenili? Glede na vse vaše izkušnje, snemanja, nastopanja in tako naprej. Ne vem, se po mojem noben od nas ne bi neki ful spremenil, ker pač se zavedamo, da so neke... Ja, se glih to. Zdaj sem hotela reči, da bi bilo včasih kaj lažje, ampak ko sem v resnici tudi tako, ampak tudi to bi pa vzeli neki temu, tako da ne morem sploh zares reči. Ja, direkt to. In recimo, največ tudi, če se pogovarjamo o slovenski sceni, ful je različen, ker pač ima čist vsak kraj čist neko svojo sceno, svoj način dojemanja, placov, situacij, kakorkoli, pač verjamemo, da se v marsikateri
mislim, v marsikaterem mestu ljudje borijo za to, da pač sploh imajo neko tako avtonomno cono ali pa pač kakorkoli za iti nekam ven ali pa pač se imeti fajn ali pa nekaj ustvarjati. Ne? Ampak kaj bi pa spremenili zares? Po mojem je tako, kot pri vseh stvareh, pač pri ljudeh se dela sprememba, ne? In pač oziroma pri samo sebi in pač potem se to lahko potem potencira na sceno. Tudi kaj je sceni pomembno, ali pa če mi je bolj kul, da se nekaj kaže, ali da se dela nek kul izdelek, ali da se samo družiš, vse to je kul. Sam se odločaš, pa v katerem okolju hočeš pač pa ustvarjati ali karkoli. Tako da nekih ful resnih sprememb, pa da bi zdaj neki ful ti pluvel kle komercialo, ti ne bi zares, no. Pač, se mi zdi, da nasplošno, ne, kaj si rekel, pač malo tujina, malo kle, se mi zdi, da kdorkoli je sposoben ali pa pač se znajde to, da preživi, ti lahko rečem sam respekt, sploh če tvoja svoboda nakrati svoboda nekoga drugega. Tako da to, no. Valjda pa, da pač so pa kakšne stvari, ki pač se kakšni bendi med sabo malo ne štekamo, čisto zaradi nekih form glupih ali pa zaradi muske malo drugačne ali pa neki. Ampak all in all se mi zdi, da je to moj odgovor na to. Recimo, a veš tudi, kaj je problem, ne, kakšen zunanjo okolico oziroma kam primeš, pa kaj ne štima, se pač mi pogovorimo najprej med sabo, kaj sploh in pol, če te stvari skomuniciraš, ne vem, ali z organizatorjem, ali s komorkoli, ali med sabo, se pač stvari rešijo, ker načeloma v tej industriji, ki smo vsi v istem fohu, bom rekel, mislim, to je najlažje pač, da se zmeniš. V večini primerov se da, tudi tako, kaj je Domen rekel, pač valjda so odstopanja oziroma nestrinjanja med bendi, sam ni to, ne vem, kamen spotike, pač, to je samo kul za sceno, da smo različni, pa da, ja, ne vem, ni vse isto, ne. Jaz ne moram do tega. Ampak prav gotovo pa se ne strinjate s tem, da politika zmeraj nekako to alternativno kulturo želi ugasniti. Ne vem, če poznate zdaj zgodbo lokalne politike tukaj v Mariboru, kjer so napovedani globoki rezi finančni v alternativni kulturi. To pa verjetno ni nekaj, kar bi si ustvarjalci želeli. Ja. Zdaj neki ful lokalne politike ali politike nasplošno ne štekamo kakšen je princip politike, recimo, tako iz nekega tazga. Sem mi pa zdi, da glih to, kar sem prej rekel, pač, da mi je po mojem kul, da ima vsak kraj ali pa vsako okolje, da pa pač ima nek plec, kjer se lahko stvari dogajajo, ne, da se lahko pač dela ali koncerte, da se lahko dela ali delavnice, IPD, časi se valjda spreminjamo, mi smo mogoče bolj ljudje, ki smo v nekem obdobju se zadrževali na Metelkovi, pač kakor v Pekarni, in pač se zavedamo, kako to vpliva na mesto in iz ene strani in iz druge strani, se pravi pač mi kamorkoli smo šli, načeloma smo vedno povedali ljudem po Evropi, da vlejte v Metelkovo pogledati, oziroma na Metelkovo, ki je pač mesto v mestu, ki imajo svoja pravila, ki so načeloma na temu narejena, da pač si kul do drugih ljudi in se ti načeloma to vrača, pač imaš 8 različnih klubov v eni ulici, kamor se pač zihar lahko daš, vse od Tifanija do Jale, do ne vem česa. In se mi zdi, da je vsaj tam bilo dosti očitno, zdaj da se ne bom zapletel, pač kaj neumno govorim, ampak je bilo dosti očitno, da smo si tega želeli imeti v mestu, pa da smo probali pač delati na tak način, oziroma so probali delati na tak način, da je to funkcioniralo, oziroma da je iz tega zrasel ful enih zadev, ali v nevladnih organizacijah, ali pač pa, ne vem, sam na nekih izkušnjah, ki si hodil na neke špile, pa si jih potem lahko implementiral v dejansko gospodarstvo ali pa nek drug biznis, ker si delal, ker se na vse zadnje se niso vsi ljudje, ki hodijo na koncerte, glasbeniki, ne, ali pa lučkari, stageri ali kakorkoli, ne. Tako da iz tega se mi zdi, da je to pač nek jasen odgovor iz moje strani, da pač se mi zdi, da pač rabi vsako mesto imeti nek plac, kamor lahko grejo tudi ljudje, ki ne vejo, kam bi radi šli, pa da ni stigmatiziran, da ni nevaren, da ni ne vem kva, ampak da je nekaj, kjer ti duša raste, ne. Pekarna mora obstati. Jaz bi rekel, da ja, no, Ja. kar se tiče nas, oziroma kako se mi počutimo, kle, itak, zdaj pa pač boste sami videli. Mislim, pekarna mora obstajati, oziroma tak plec, kot je pekarna v Mariboru, se mi zdi, da je nekaj, kar mora biti tukaj, tako kot v Ljubljani, Metelkova, je to tukaj in drugi klubi po Sloveniji, ki so in imajo
podobne težave, oziroma se na vsake toliko časa zgodi, da je, ne vem, politika ali industrija ali pač nek kapitalizem, ki pride v takšno sceno, proba to zapreti, sam po drugi strani se je pač ful pomembno zavedati tudi, da je glasbena industrija ni majhna industrija v Sloveniji oziroma v katerikoli državi in mogoče na začetku, ko si majhen band, ne nosiš neki tudi državi denarja nazaj, ampak ko se začne scena razvijati, tudi država profitira od tega in fajn se je zavedati to, da to nos denar nazaj ne čist na začetku, ampak nobena stvar ne čist na začetku. Sploh pa, ko so ljudje, ki so pripravljeni, sploh v glasbeni industriji, mi vidimo, koliko so ene stvari samoumevne in koliko ene stvari niso samoumevne. Ne? In to morajo politiki vedeti, oziroma vsi ljudje v državi, mislim, verjetno koga ne zanima, ampak pač to mora obstajati in to nosi denar nam, njim in zabavo, kar je pa glavno, se pravi, da se imamo dobro in da imamo da imamo takšno kulturo. Umetnost, kultura, to razvija folk in v vseh civilizacijah je bila kultura ena tistih najbolj pomembnih stvari, ki je narod oziroma civilizacijo vlekla gor. Odličen zaključek, ne? Zdaj si me skoraj malo zafrknil, ker si tako lepo zaključil zadevo, čeprav sem še eno vprašanje, ki sem vam ga vedno želel zastaviti, pa se vrača na začetek našega pogovora, ko smo se pogovarjali o vašem mešanju različnih žanrov in tako naprej. Pa me zanima, če morda kdo od vas doma privat, ne vem, posluša ali je velik oboževalec kakšnega glasbenika ali zasedbe, za katero si vaši poslušalci in fani nikdar ne bi predstavljali, da privat vi to doma poslušate ali pa celo, ne vem, posedujete plošče, CD-je. Zdaj načeloma za nek generalen vtis, kva poslušamo trenutno, si lahko ljudje pogledajo na našem Instagramu ali pa na pageu od A1, ki smo glihkar naredili neko malo obsežnejšo playlisto komadov, ki jih poslušamo. Drugače pa verjamem, da pač bi ljudje bili presenečeni, kaj nam pač pride tudi na playliste, od, ne vem, nekih starih slovenskih bluzerjev do pač mogoče kakšne kvalitetno sproducirane, ne vem, elektronike, itd. Ampak iskreno, da bi nas bilo pa sram zaradi česa, kaj poslušamo, pa ni zares, po mojem, pri nas. Sram, da presenetite. Nisem mislil, da vas je sram, ampak da morda presenetite. Se pravi, mogoče za kakšne nasvete, tako, da poslušaj si, to je dobro, ker tudi jaz, ko sem videl to našo playlisto, sem bil tako, fakt, se res tukaj je par dobrih komadov, ki sem jih mogoče malo pozabil. Tako da kaj tacga, drugače pa ne vem, tu po mojem ima vsak za sebe nek predlog, ki bi ga lahko rekel, ampak meni se zdaj iskreno nedano. Ker sem že malo temu koncert mudil in to. Jaz bi v bistvu prvo rabila vedeti, kaj v resnici folk pričakuje, da jaz poslušam. Ker mi je zdaj tako, a je zdaj surprise to, da jaz poslušam kak pop ali kak čist alter. Kaj ti misliš? Jaz bi rekel, da bi bil surprise, če bi recimo rekla, da poslušaš Britney Spears, ne vem. Tudi si zavrtim, kdaj je Britney. Predvsem Toxic. Ne, hodila sem reči, da sem Leave Britney alone. Ampak ja, od teh pop izvajalk, kar sem pa res lani ful poslušala, je pa Rosalija in njen album Motomami. Pa je zelo pop, latina pop. Čist hudo. Surprise! Recimo. Ajde. Odlično. Aha, si ti želel še kaj? Ne. Ne, konec. Sem izver, hud fucking band, izver. Res je. Tako. Evo. Torej, surprise, to so bili izvir, ne, to niso bili izvir, to so bili Koala Voice na 29. rojstnem dnevu Kulturnega centra Pekarna.